Kakšna je učinkovita, razvojno naravnana povratna informacija? Prvo, kar se meni zdi pomembno, je, da ko podamo povratno informacijo, da smo naravnani pozitivno. To pomeni, da verjamemo, da oseba želi delati dobro. Nihče ne pride na delovno mesto z mislijo, da bo ta dan še posebej slabo delal. In vendar se nam včasih zgodijo tudi spodrsljaji. Ko podamo povratno informacijo, je zelo pomembno, da izhajamo iz objektivnih dejstev. Torej ne iz naših predpostavk, domnev, pričakovanj in naših lastnih občutkov. Se pravi, podamo dejstva, vedenja, ki smo jih opazili in ki bi jih seveda lahko opazili tudi drugi. V naslednji fazi povemo lahko tudi, kako smo mi to doživeli. Postavimo čim več vprašanj in se pravi vprašamo ljudi, kako ste pa vi to doživeli, kaj se je zgodilo. In v tretji fazi povemo, kakšno vedenje, na kakšen način želimo videti v prihodnje. Na koncu povabimo našega sodelavca, da še sam pove, kako to vidi.